Več notranjih sporov na najvišjih ravneh izraelske vlade. Sinoči je obrambni minister Izrael Katz šokiral z odmevno napovedjo in v živo na televiziji odpustil poveljnika osrednjega poveljstva IDF, generalmajorja Avija Bluta. Poleg tega je urad načelnika generalštaba IDF sporočil, da se z njimi niso posvetovali in da jih je novica popolnoma presenetila. V intervjuju za izraelski kanal 14 je Katz napovedal, da bo imenoval generalmajorja Dada Bar Khalifo, za katerega pravi, da spada v generacijo poveljnikov, osredotočenih na zmago. Generalmajor Avi Bluth je bil zaslužen za vodenje pomembnih političnih pobud v podporo izraelskim skupnostim na Zahodnem bregu. Nekdanji obrambni minister Yoav Gallant je na omrežju X zapisal: Generalmajor Avi Bluth je pogumen in zelo uspešen častnik. Njegova odpustitev v živo na televiziji je preziranja vreden čin, ki prestopa še eno rdečo črto. IDF je ščit države Izrael. Spodkopavanje avtoritete poveljnikov in vlačenje IDF v politično areno pa je igranje z ognjem, ki ogroža državo Izrael. Nekdanji obrambni minister in vodja stranke Modro in Belo, Benny Gantz je na X zapisal: Brigadni general Avi Bluth je moj znanec že skoraj 30 let. Je načelen, odločen in pragmatičen častnik. Poskus, da bi razprave o razporeditvah v IDF spremenili v del kampanj za predvolitve Likuda, škoduje varnosti države. Politizacija IDF ni vladanje. To je resnična nevarnost. Nekdanji izraelski premier in vodja opozicije Naftali Bennett je zapisal, citiram: Vlada proti svojim vojakom. Potem, ko je končala z razgradnjo IDF od zunaj in zagotovila množično izogibanje naboru, se je vlada 7. oktobra odločila razgraditi IDF od znotraj in zagotoviti popoln kaos. Nekdanji generalmajor IDF in član Kneseta Elazar Štrn poziva predsednika vlade Benjamina Netanjahuja naj takoj razreši ministra za obrambo in pravi: Izrael Katz dela na predizborih in ne na varnosti Izraela. Minister za obrambo je izgubil vso zadržanost, vendar pa minister za obrambo Katz vztraja pri svoji odločitvi, trditve kritikov označuje za popolno laž in del politične kampanje proti vladi. In spet smo tukaj v studiu. Mark, kaj se je tukaj zgodilo? Zelo javna napoved v živo na televiziji in na to zelo javno umikanje, kjer so rekli, da pravzaprav ni bilo nobene dejanske napovedi. Zakaj se tega lotiti tako javno? Tako da to ni dobro in najprej in predvsem to ni dobro za državo Izrael, ker vsak, ki spremlja mednarodni tisk, ve, kaj pomenijo vse te zgodbe o skrajnem nasilju naseljencev, ki pogosto odpirajo novice po vsej Evropi in Severni Ameriki in vlade komentirajo. In če srečate tuje ambasadorje, vam bodo povedali, da je to vprašanje številka 1, kar imenujejo nasilje naseljencev na Zahodnem bregu. In ta zgodba žal daje vtis, da Izrael ne jemlje grožnje naseljencev dovolj resno. Da ko poveljnik centralnega poveljstva, ki je odgovoren za izraelske sile na Zahodnem bregu, ko je discipliniran, ali mu povedo, da zapušča svojo službo, ker ni dovolj strog do nasilja naseljencev, je to slabo sporočilo na mednarodni ravni. In mislim, da bi se tega morali zavedati. Kadarkoli pride do očitnega primera nasilja naseljencev in ponovno moramo povedati, da to ni večina naseljencev, ampak majhna manjšina, samosodna skupina. Ampak kljub temu, vsakeč, ko naredijo kaj takega, pride do velikega odziva na mednarodni ravni. In pomembno je, da to spravimo pod nadzor. Zdaj, predsednik vlade in obrambni minister vsi ustno pravijo, da moramo to nezakonito početje spraviti pod nadzor, da ne sme biti nobene tolerance. In težava s to zgodbo je, da daje vtis nekaterim in bo uporabljena proti državi Izrael, da Izrael te grožnje ne jemlje dovolj resno. In poleg samega vprašanja nasilja naseljencev, ko pogledamo zgodbo, je seveda več kot le to. Gre za to, kako se politika in vojska nekako prepletata in kaj se zgodi, videli smo, kaj se zgodi, ko se vojska začne vmešavati v politiko. Ampak kaj se zgodi, ko se politika, kot je ta, začne vmešavati v vojsko? Poglejte, v parlamentarno-volilnem sistemu, kot je izraelski, je naravno, da nekateri politiki v času volitev izkoriščajo različna vprašanja za promocijo svojih stališč. Samo omenil bom, da je zelo žalostno, da se to dogaja, kot Mark pravilno pravi, in eno najbolj zaskrbljujočih ali škodljivih vprašanj na svetovnem prizorišču. Na koncu je Avi Bluth tukaj poskušal ponovno uvesti upravna pridržanja, orodje, ki velja za eno izmed bolj učinkovitih orodij v boju proti temu grozljivemu pojavu.
In zaradi njegove pripravljenosti, da to ostro zatira, ga obrambni minister odstranjuje z položaja. To bi, veste, ob vsej kritiki vojske, da ne naredi dovolj. Čeprav to ni policijska sila, je zelo omejena v svoji sposobnosti bojevanja. To zato, ker je vloga vojske na Zahodnem bregu ter v Judeji in Samariji zaščita Izraelcev. To je nekako njihov, veste, razlog za obstoj. In ko so postavljeni v situacijo, kjer morajo delovati kot policijska sila, je visoki general, ki skuša to uveljaviti, potisnjen na stran. To pošilja zelo slabo sporočilo. Kar se tiče vašega vprašanja o vmešavanju politike, je to žal naravna stvar, ki se dogaja v liberalnih demokracijah. Žal se to dogaja pri enem izmed najbolj ključnih vprašanj za Izrael na svetovnem prizorišču. In korak, ki je bil narejen, Izraelu ne pomaga, ampak škodi njegovemu položaju. In kaj lahko zdaj pričakujemo? Mislim, kam bo šla ta zgodba? Bomo videli odpor strani izraelskih obrambnih sil, strani Katza? Kakšni so naslednji koraki? Od izraelskih obrambnih sil smo že slišali odziv. Tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil, ki govori v imenu vojske, zelo jasno je povedal, da ni bilo nobene napovedi, da naj bi bil poveljnik centralnega poveljstva zamenjan in da to ni bilo usklajeno z načelnikom generalštaba. Seveda, tu so večje vprašanja civilnega nadzora nad vojsko. Na koncu živimo v državi, kjer je vojska pod nadzorom izvoljene vlade. In če ima izvoljena vlada močna stališča, jih mora vojska upoštevati. Vojska ne oblikuje politike. Po drugi strani pa obstaja ustrezna veriga poveljevanja in te stvari je treba narediti pravilno. Mislim, minister za obrambo bi rekel, da ga je razjezilo ali vznemirilo, ker ga je poveljnik centralnega poveljstva tožil zaradi nekega vprašanja, kaj ne? Nekateri bi rekli, da je bila njegova dolžnost, da ga toži zaradi tega vprašanja. Torej, lahko postane zelo tehnično. Tudi jaz ne mislim, da je bilo to načrtovano, ker če si ogledate dejanski intervju z ministrom za obrambo, je sodeloval v sproščenem pogovoru z več sogovorniki. In nekdo ga je vprašal, kaj se tukaj dogaja, in je dal odgovor. Nisem prepričan, da je nameraval povzročiti takšen naslov, ampak bomo videli. V redu. Hvala obema, ostanite z nami.